Božidar Wolf and Wolf z nami v nadaljevanju nedeljskega radijskega programa. Wolf, lep pozdrav. Lep pozdrav vsem poslušalcem vašega radija. Čau. Bogata glasbena pot je za tabo. Letos si se vrnil do domače glasbene prizorišče. Kako to? Ja, veš kaj, že leta sem bil zunaj, kot se ve, v Ameriki in zdaj na, stara leta sem se odločil še narediti eno kratko kariero ali pa mogoče dolgo, kdo ve, ker bom imel energije in sem se pač odločil vrniti in sem začel počasi, vse ste videli, malo z revizijo in tako naprej. No, zdaj pa počasi pripravljam cel projekt, ki bo verjetno, zdaj naj bi bil jeseni zunaj, kar pa še ne vemo, zaradi te korone, kako bo. Za vrnitev si izbral emo, ki je zelo odmevna. Ja, veš, najlažje je bilo ljudem pokazati, da sem tukaj skozi eno takšno oddajo, skozi eno takšno prireditev in mislim, da je to bilo čisto fajn, ta moj nastop tam, da so ljudje videli, da sem tukaj, da kako izgledam, ko delam in tako naprej. Nisi pa novinec na odru za izbor za pesem Evrovizije, kajti že v času Jugoslavije si nastopal na tovrstnih prireditvah. Ja, že dvakrat sem bil z skupino Rendezvous 84. leta in sam še potem, mislim, da je bilo 87. v Prištini, ker so bili te izbori, ja. Je lahko potem to prednost pri takem nastopu? Lej, težko je reči, ker problem zdajšnje Evrovizije, kot je zdaj postavljena, je to, da je ta komisija, ki je zelo, ni realno ocenjevanje. Če bi ljudje lahko volili, bi bilo čisto, jaz mislim, veliko drugače, ker pa je to neka izbrana komisija, ki pač Bog ve, kje vlečejo te odločitve, pa pač tako je, kot je, Vse smo videli, kako to laufa, nažalost. Letos si predstavil skladbo Maybe Someday v angleščini, dobila pa je sedaj skladba tudi slovensko različico. Ja, to je zdaj ena nova super verzija in se mi zdi mogoče boljša verzija kot tista angleška. Meni osebno je zelo všeč tudi video, ki smo ga posneli, zelo dober, tak svež. Mislim, še verjameš, je naslov pesmi zdaj, in jaz sem zelo zadovoljen s to verzijo, bi rekel. In v kaj verjeti danes? Lahko verjameš, jaz mislim samo v sebe, kaj delaš, kako počneš stvari, s kom se družiš in tako naprej. Jaz mislim, da vedno mora biti vera vase in to energijo potem sproščati in pokazati ljudem in jim dati čim več, kar lahko pozitivnega. Prej si dejal, da nastaja novi album, torej material že imaš pripravljen? Ja, pripravlja se še snema. Trenutno, medtem ko je korona laufala, ko smo bili vsi doma, sem snemal, ker jaz imam celo ekipo v Italiji, pa na Hrvaškem. Imam producenta v Trstu in bobnarja v Trstu, potem klaviaturista v Milanu, drugega klaviaturista, ki mi igra bolj komorne zadeve, ker delam neki drugi stil glasbe zdaj. Je v Rijeki človek, potem imamo v Zagrebu par ljudi in tako naprej, pa v Beogradu. Tako da v glavnem imam celo ekipo, ki je cel čas delala, ampak še nismo fertik. Imamo še kar nekaj dela, ta album je kar dosti zahteven, ki ga postavljam na noge. Upam, da bo vsem všeč, ko bo enkrat zunaj, zadeva. Bo pa sedaj skladbo Še verjamem poslala našim poslušalcem, zato v kaj še verjameš? V kaj še verjamem? Verjamem, da bo še življenje lepo, ki je pred nami, Treba je vsak dan zajeti z veliko žlico in dati vse, kar lahko, pomagati ljudem, pomagati svojim družinam in tako naprej. V to verjamem. Verjamem vse pozitivno. Božidar Wolf and Wolf, hvala za ta pogovor ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Tudi vami isto, lepo se imejte, vse čestitke k vašemu uspešnemu delovanju na radiju in lepo se imejte. Kamor grem, si z menoj, čutim vsak tvoj dih, ker bila si več kot le ena izmed njih. Kaj počneš, kako ti gre, spomniš na me kdaj. Tudi ti, tako kot jaz, zaideš čas nazaj. Še verjamem in upam, da na isto bo, še prideva, saj ne zbledi, kar je bilo. Ker en adijo še ni slovo.
saj ne zbledi, kar je bilo, ker en adijo še ni slovo.